Dobrodošli, gledate jubilejno 150. oddajo Ambienti. Vrt okoli svojega doma si uredimo iz različnih nagibov, gotovo pa se želimo nekako povezati z naravo. Naj si bo to zaradi pridelovanja hrane, uživanja v zelenem okolju ali občudovanja cvetočih rastlin. Preiskali smo naš arhiv vrtov in poiskali primere, ki prikazujejo ustvarjalnost njihovih lastnikov. Presenečeni boste, ko vam pokažemo, kako pestra in enkratna so ta pribežališča. Vrt pogosto opišemo kot podaljšek narave ali njen približek. Kdorkoli ga je uredil, bodisi sami ali strokovnjakom, nastal je po naših ali tujih predstavah. Vrt ob hiši je prvenstveno namenjen prebivalcem hiše. Seveda se na njem tudi družimo s prijatelji in drugimi. Tokrat nas zanimajo posebni deli vrta, ki jih uredimo prav zase, torej majhni intimni kotički, v katerih najdemo svoj mir. Tja se umaknemo, ko bi radi bili sami, ko smo žalostni ali veseli. Tu ima vrt za nas največjo vrednost. Tu lahko uživamo v tišini, ob ptičjem petju, ob žuborenju potoka, lahko ob kozarčku ali brez, sami ali z najbližjimi. Tu sanjamo, opazujemo, beremo ali zapremo oči in se predamo naravi. Morda si poiščemo en kotiček za zjutraj in drugega za zvečer. Lastnica vrta pri Kranju, ki ga je načrtovala njena hčerka Sara Peternel, je povedala: To mi tudi ljudje včasih rečejo, toliko imate kotičkov, jih uporabljate z možem, ne? Ampak midva jih to res uporabljava. Imava tam prav eno plažo, ki je fina za spomlad pa jesen, ki je veliko sonca. Pol imava tukaj letale kotiček, ki je za čez poletje čudovit, ker ta terasa je toliko senčna. Zato, da si ustvarimo tak kotiček, ne potrebujemo nujno načrta krajinskega arhitekta, saj ga lahko ustvarimo sami. Postavimo klop ali stol z mizico, morda obesimo gugalnico ali visečo mrežo. Gradivo predstavljajo običajno les, kovina ali kamen. Tudi majhen vrt v Šentvidu pri Ljubljani je lastnici ponujal več skritih kotičkov. Ja, to je moj mali svet, kjer najdem sebe. In moram reči, da imam en velik privilegij, da lahko uživam v tem koščku sveta. Seveda nam bo kotiček prav tako pri srcu, če bomo vrtno pohištvo kupili in pri tem upoštevali slog našega vrta. Skladno z zelenim okoljem izbrano pohištvo krasi terasasti vrt v Piranu. Vsaka izmed teras ima drugačno vsebino in drug namen. Katero mesto na vrtu je primerno za tak kotiček? Ni ga preprosto določiti, saj je vsak vrt zgodba zase. Andreja Vodopivec je v Ljubljani del vrta uredila po vzoru japonskih vrtov in izbrala tudi ustrezno opremo. Lega, velikost, gostota rastlinja, grajeni ali dodani vrtni elementi, kot so zidci, vrtno pohištvo, vodni motiv, pot sonca prek vrta, to so nekateri dejavniki, ki vplivajo na izbiro kotička. Prav tako pomembno je, ali se želimo v kotičku umakniti pred svetom. Je kotiček tam, kjer je najlepši pogled na del vrta? Na velikem kraškem vrtu v Kobdilju je preprosta majhna terasa s stoloma idealno mesto za druženje z najljubšo osebo. V intimnem zavetju bomo preživljali tople sončne urice, morda pa tudi čas, ko vreme ne bo najbolj prijazno. Kotiček pokrit s streho, naj bo grajena ali zasilna, bo nudil tudi romantično zavetje med dežnimi kapljicami. Pravi paviljon je zrasel na vrtu zakoncev Knaus. Paviljon je lesen, je 8-kotne oblike, ima streho tako malo v japonskem stilu, pokrit je stegulo, na vrh pa ima petelina, ki kaže, kakšno vreme se nam obeta. Tomaž Vesel je na svojem dolenjskem vrtu obzidal tisti del, kjer posedajo in uživajo ob jedeh z žara. Zibanje ali guganje nam je ostalo v zavesti iz otroštva. Na pravi otroški gugalnici lahko Marija Trošt uživa v vonju številnih vrtnic na vrtu v Budanjah. Nam je v spominu ostala živo rdeča klop na rožnem vrtu v Ocizli, za katerega skrbi znana strokovnjakinja za vrtnice Breda Čopi. Izbrali smo le nekaj primerov iz bogatega arhiva posnetih slovenskih vrtov. Nedvomno ti kotički pričajo o tem, kako neločljivo smo povezani z vrtovi. Mnogi vrtoljubci vlagajo več truda in ljubezni v svoj vrt kot v notranjost hiše, ki stoji na njem.
Saj vemo, trenutkov v našem vrtnem kotičku ne moremo primerjati z ničemer.